za ta današnji dogodek navdihnila prav posebna knjiga Umetnik, ki se igral z luno, avtorice Eme Simončič. To je knjiga, ki je išla septembra in vse od takrat v bistvu zelo uri duhove, vse jaz to zaznavam in kar kliče po raziskovanju. Knjiga prebuja predvsem bralke, nagovarja pa tudi bralce, skratka vse ljudi, ki si upajo na nek način hoditi po robu, raziskovati odnose in ta namen oziroma tako priložnost življenja ustvari samo takrat, ko se pač pojavlja dva, ki imate odprto srce in si pač upajo. In tako se je zgodilo tudi z glavnimi junaki iz knjige Umetnik, ki se igral z luno. Ali je strastnost do življenja nevarna in kam nas lahko to odpele? O tem se bomo danes pogovarjali z Urško Krišer-Grubar, novinarko in antropologinjo, ki je Emin glas. Ema živi v svojem svetu, odmaknjenem od javnosti, pravi, da potrebuje mir, da piše naprej. V pogovoru bo sodelovala tudi ultramaratonka Mija Loc, ki se je našla v osrednjem liku, ki je kot junakinja Luna bila na robu smrti in preživela. Lepo pozdravljeni obe in dobrodošli. Ema Simončič, avtorica knjige Umetnik, ki se je igral z luno, je Urškina prijateljica iz otroštva. Kasneje se je z družino s 4 otroki, ko je pisala knjigo, je imela 3 otroke, preselila na drug konec sveta. In v času, ko Urška svojo družino potuje okoli sveta, kar je še ena od njenih novih pustolovščin, ki jih zmanifestira, se po 30 letih ponovno sreča z Emo. In par ur, ki jih preživita takrat skupaj, jih zelo zaznamujeta. Njuna usodi sta tako rekoč identični, zelo sta si podobni in obeh repelita, tako kot repelita. Ampak mene v bistvu to zanima, ne vem, to, da si res mojstrica manifestiraj. Kako ti sploh rado, da zmanifestiraš potovanje okoli sveta? Kako si pripričala moža, da pele celo družino na pot okoli sveta? Kako še kaj se bolj od to je dolg časa nazaj, ko sem se jaz to močno želela na ta potovanja, takrat se to ni uresničil. Midva sva pač prijateljila za Zvonetom Šerubom, to njegova žena, in takrat je bilo tako, da bi šli skupaj okrog sveta. In vedno je nekaj prišlo vmes, enkrat sem bila noseča, drugič, ne vem, nikoli se to ni šlo. In ko sem že sam dobila 2 otroka, je pač prišel en trenutek, ko je mož prišel domov z kartami in je rekel, gremo. Ampak hotela sem to povedati, no, dobro si to močno želiš, takrat nič. Ko spustiš ta pričakovanja žene, pa pol, te, če so resnične, iskrene, nekako vesolje poskrbi, da se uresniče. Ampak prej sem se začela z mojo, ker Ema Simončič, ki je avtorica te knjige Umetnik, ki se je igral z luno. To je ženska, videla sem reči smehne punčke še, ko sva se učili pisati in sva si to pisvali, pač tako znamkica pa pisanje. Videla sem bile velike želje, da bova odrasli, da bova živele na drugem koncu sveta, da bova slavni, glavna in pol. Iste stvari sva študirale, glavno stvari, kot taki identični življenji sva živeli, pa je res uspelo, da je z družino odpotovala na drug konc sveta v Novo Zelandijo, kjer sva se videli po naključju srečale v enem kraju Kokitiki. In to je bilo po 30 letih. In to je bilo res tako srečanje, ko itak ne mož prebilo, pa tako, da je moj mož slišal enega, ki je klical svojega sina, Jakob, pridi, in pa smo šli pač v Novo Zelandijo, ko sem slišala ta slovenski jezik. Pač k temu očetu, ki je klical Jakob, pridi, in pol pač vidimo, da je to ta družina, da je mama, moja prijateljica iz otroštva in pol midve v eni uri, tam sva si povedali pa celo življenje in ugotovile, koliko pričenih podobnih stvari se nam je zgodilo, vključno z eno boleznijo krvi, ki so res obe preživeli, ona še eno težjo obliko. No, in pri tistem sva se vidve začela intenzivno dopisovati in ona je bila tako navdahnjena od
pač od tega pisanja, da je to nastala pa ena taka knjiga. Pa ste se pogovarjali vmes tudi med pisanjem oziroma mogoče veš, da kakšen motiv je od zadnji, da smo prišli na to idejo, da napiše roman. Kaj je gnalo? Da je napisala ta roman. Se mi zdi, da roman je na nek način tudi vabilo ženskam, pa ne na splošno zdaj, da si na tak način, da mogoče raziskujemo, ampak na vsak način, da izrazimo pogum, da raziskujemo življenje, da si upamo več. Ona je pisala, ne je pošiljala pač nedelje, ker pač kot moja služba je ona vede, jaz pač pišem recenzije za knjige, pomagam avtorjem, da pač jih bravci spoznajo. V bistvu sem res nagovarjala, da je to za objavljati, tudi ženske braje. To je škoda, da sem midve zdaj to pač ustvarjala pa bereva. In pol enih 3 letih sem jo jaz pregovorila. In pol tebe. Ja, da je pač vaša založba prišla na prav. Ampak prav izključno zaradi tebe, ker sem pač si želela, da si ti ta glasnica ženska, ki pač boš to knjigo znala naprej predstavljati. Hvala, da je zelo vzajemna. Ja, tudi z moje strani. No, mogoče za tiste, ki ne veste, Urška je dolgoletna novinarka Zarje, scenaristka za več posto realiziranih TV scenarijev, ki so se realizirali v nadaljevanke in dokumentarce, antropologinja, ki je magistrirala pri Vesni Godina, tako da v bistvu nekak referenca za tale pogovor, ti ni sam poznanstvo vzemo, ampak ti v bistvu že dolgo časa raziskuješ vse te pač medosebne odnose, ne? In mogoče, ne vem, nam lahko večkrat več poveš o tej poti raziskovanja kot novinarka, kot antropologinja, kot nekdo, ki se je zelo prikupil v Vesni Godini, ki je tudi zelo imenjena osebnost. Mogoče nam lahko kaj več o tem poveš. Vesna Godina je na fakulteti za družbene vede menjala kot za eno tako profesorco, kjer je velika selekcija, ona glavno takih tistih pridnih študentk pa študentov joj, to gre v javnost, ja. Rada je bila tako malo drugačne, no, in se je zelo hitro začutila simpatija med nami, ker sem malo drugače razmišljala na drug način, pisala in je bilo to všečno in skozi spodbujala. Malo po robu sem hodila, raziskovala sama, nisem copy-paste bila tudi moja magistrska naloga, ukvarjala sem se z avtentičnostjo pa ljudej, kdaj so pristni, pa kdaj niso. In sem res raziskovala ljudi, opazvala, nisem pač citirala avtorjev, ko so v tem. Tako da so mi na moji fakulteti najprej magistrsko zavrnila, ker je bilo premalo, pač teh premalo ameriških avtorjev sem citirala. Ampak pol, ker je bil to medfakultetni študij, so mi pol nekako to odobrili. Ja. Pač zdaj v tej poti, zakaj meni te zgodbe? Ja, zakaj te pritegnajo? Kakšen je tvoj odnos do teh zgodb? Kako se jih lotevaš? Mene zanimajo tudi kot novinarko ali pa antropologinja, ampak se to sploh ni važno, po moja večina ljudi sploh ne ve, da sem to veliko študirala, če se brez veze konc koncev. Ampak ja, mene se zmeri zanima ljudje, ki so pristni, tako kot Mija in ki ima, pač ki živi to, kar je, nič ne. In pa jaz sem isto toliko začutila in v takih ljudeh je toliko prijetno me bivati in take iščem. In zato mi je bila ta knjiga tudi toliko všeč, kako je pisala Ema, ta odnos lume in umetnika. Ta umetnik je bil tak pristan, brez blefa. In vse ostalo je potrata časa. In to pa ugotoviš, to bo tudi mi je znala dobro povedati, ker imaš en stik s težko izkušnjo, s kakšno boleznijo, ker ne veš, a boš preživel ne, tako kot je tudi Ema je imela, ker se je bolj pač odločila, da ne bo več blefirala in da pač bo odprla srce, tako kot bo srce rekla nekaj na vse omejitve v družbah, kaj bo rekla mama, oče, kot so mož, otroci, ona pač bi hotela srečati sebe. Živeti, preživeti, ne? Tako da in mene taki ljudi zanimajo.
dobro zimo ujamemo. Vidne zmijo, to še nijo nečka nečka. Da sem čist pada užavati zelo. Nič poslušati. Vidne zložko so v bistvu spoznali preko ene skupine, v kateri ste bili obe in sicer ta skupina je bila pri doktoru Rubru. Mogoče nam lahko malo več poveste o tem druženju, kaj ste takrat tam počeli? Ja, jaz lahko povem, da sem nakratko malo pisala, zakaj sem prišla do doktor Rubra. Jaz sem bila v otroštvu spolno zlorabljena in to me je pripeljalo po puberteti do, da v bistvu sem izgubila takrat sebe, tudi svojo dušo in sem nekako smrti prvič zrla v oči, ker sem hotela umreti, nisem hotela živeti. Potem sem pa začutila blagodejni učinek alkohola in sem začela počasi drseti v alkoholizem. Vmes sem dobila še 2 otroka, ki sta bila Dejana stara 4 pa 3 leta. Sem jaz v sebi začutila, da tako pa ne bo šlo več naprej, da uničujem sebe, uničujem otroka in sem se odločila za doktor Rubra glih zaradi tega, ker je bil drugačen, poseben, tako, ker Urško privlačuje take osebe, tudi mene doktor Rubra privlačuje. In tam sem pa pol šla skozi najlepša leta v mojem življenju, prebujanje, življenje. Ja, tam sem spoznala tudi Urško, tam sem spoznala ogromno ljudi, ki smo bili že tako čustveno in otopeli na pol mrtvi in tudi še sama sebe gledam, jaz sploh nisem bila ženska takrat, kar nek stvor, podobna ženski in ko sem se začela tam, smo se mogli, ženske, mene je še vključil v usporedno skupino seksološka delavnica in tam sem pa jaz začela živeti, odpirati, cveteti. Ja, ampak pol bomo nadaljevali, kaj sem pa tretjič zrla smrti v oči. To so vse stične točke, v bistvu tudi s knjigo, tukaj se ste našli v bistvu tudi. No, o tem bomo še spregovorili. Urška, povejmo, ti si tudi snemala en dokumentarc, o doktoru. Ja, zelo se k temu prišla, ja. Tako heca nazima, kdo se je videl? Doktor Rubra, ja. Nekaj sem intervjuvala pač take zanimive osebnosti, med katerimi je bil en najmočnejših v moji karieri, pač doktor Rubra. Sem si ful zaželela, da bi jaz šla pač v to skupino, njegovo, ampak ja, nekako me on nikoli, jaz sem si ful želela biti pač v skupini, tako da bi me tudi sprejeli drugi, neke take diagnoze bi oni ni mogel dati. In edina, ko prva me je sprejela res srčno Mija, zato sem bila še vedno si toliko bliz. Ja, namreč jaz sem nagovorila tudi mojega moža, da bi pač snimala dokumentarc po doktoru Rubru, no in tako sem pa šla v skupino, zdaj je rekel, lahko pač snimaš, ampak če se boste razkrila tudi vidva, če boste z nami tekla, povedala svoje stiske, vidva ne morda biti tukaj nas na enem prostoru gledati, pač sta tudi vidva aktivno sodelovati, ja. Tako da tam sem pa še vidva začela spoznavati drugega, in to je bilo res, ga pogrešala, še vedno, ker nam je veliko takih istočnih stav in tako nam pozabila, ko je umiral in pa nas je se spomniš Mija, nas je to našo poslednjo skupina Kočna povabila pač v to poslo, kjer je on bil. In je vsakmo izmed nas, ker nikoli ni, sam si moral priti do videl, kaj moč pač v življenju izboljšati narediti. Ampak tam nam je pa rekel, pač vsakem nekaj me je rekel, Krišljeva, vi pa pišite in Gruberja se držite. Kadar bom izkrila z mojim Gruberjem, z mojim možem, zdaj spomnim na Janeza Rupla in
utrpim, a ne, tako je treba. A da pišem, no, to ful pomaga in to tudi Eni zelo pomaga, pisanje. Pisanje, ja, nam je doskrat rekel, sploh pri teh težkih stiskah, ki so imeli pač ljudje da ne skozi pisanje izpišejo. To je res odrežujoče, ne? Koliko lahko uresničimo samim pisanjem, oziroma koliko tebi uspeva, da ko vstopaš v kakšno zgodbo, kot se recimo vstopala v zgodbo o Luni in umetniku, na kakšen način potem v bistvu doživljaš te zgodbe, no? Ja, jaz naprimer vsakič, ko imam intervju, vsak teden pa za Revijo Zarja skoraj napišem en intervju, jaz se čisto gledam pač za tisti teden s tem človekom, s katerim se pogovarjam, zdaj pač večino pozabam, kolikor naslednji teden je že nov, ja, ti ljudje se pa zelo navežejo na, ker pač sem takrat to priznal na trenutku, ampak oni bi pa, da to ostane, ampak ni prostora za vse, ne, ampak eni postanejo in doktor je pač še tak močen lik, ki je pač še zmeri prisoten. No, ta povezava z doktorom Ruglom je zanimiva tudi in tudi eno od vprašanj, ki sledi, ne, ko bomo začeli mečkam bolj se poglaviti vsebino knjige, kakšen odnos oziroma a je on eden tisti, ki bi podprl Luno, glavno junakinjo v romanu, kaj mislite in zakaj? Ja, moja izkušnja je ta, ker ponovadi so se Slovenci vedno zelo bali, a ne, doktor Rugla v teh njegovih izjav, ki jih je imel v javnosti, ampak s tem je samo to, da mu prisluhnejo nekaj kot ženska vsega kriva. Ampak on resnic nas je podpiral našo ženskost in tudi to, da smo ženstvene. Meni on že takrat pred 10 leti mi je rekel, da ne ustanovim skupino za ženske, ki bom učila flirtat, ker sem pač, to je on predlagal, da bi imela en tak krog za ženske, se pa sem res tudi ustanovila ženska ženski. Jaz mislim, da je on podpiral to ženskost v nas. In tudi, če si mama pa žena, pa če greš kdaj na kavu s kom, ki ti je tudi všeč, tega ni prepovedoval. Mislim, da bo veliko več potem še Mija znala povedati, ker jaz sem bila 2 let pri njem, in bom pa žal umrl. Se bila 11 let pri njemu. Ja, kaj misliš, kaj bi rekel doktor Rugl za našo Luno? Definitivno bi jo podprl. Zakaj? Ja, zdaj bom jaz mogoče tudi malo tako iz svoje izkušnje povedala, da jaz, ko sem prišla, tja, ko me je vključil seksološko delavnico, me ni vključil zaradi partnerskega odnosa, ampak zaradi tega, da pozdravim svojo ženskost, ker je bila tako ranjena, da moja ženskost v bistvu ni bilo. In potem me je vključil noter in noč so bili pa pari. In sem poslušala takole, kadar so bile kakšne take težke krize, na zakoncu me je kar lepo na glas rekel, ženi si umisel in nabav ljubimce. Ker ona mora živeti, ker dolžnost vsake ženske je, oziroma tudi vsaka človeka, da najprej rešuje samega sebe. Ker ne moreš ti drugega rešiti, Ona ne more otrok rešiti, ne more moža rešiti, ona lahko le sebe. Zdaj pa, če bo sama v sebi zadovoljna, bo lahko rešila sebe in posledično pa celo družino. In kdaj sem pa lahko zadovoljna? Kdaj je ženska lahko zadovoljna? Ja, vsaka ženska ima, zdaj se bom spet malo nase, vsaka ženska hoče biti v bistvu divja žena. Mi smo brali takrat kot obvezno branje te ženske tečejo z volkovi in meni je tista knjiga čisto scenirala, in doktor Rugl pa pozabila, ki tako prst vame napel, pa rekel, Nijaroc, vi ste
tista divja žena. In sem najprej takrat razumela kot negativna lika, ne? Ker to je, ne vem, ste brali to knjigo, to je ženska, ki ima vse posebne moči, ne? Več moči in bolj posebne, kot pa tiste ženske, ki jih nimajo oziroma jih tlačijo. No, in zdaj pa slej poprej ta moč, ta hrepenenje, ta ženskost slej poprej pride na plan, več od nam vsaki. Ker je del naše različne narave, ne? Točno to, ne? Zdaj pa mi smo pa že v otroštvu nekaj skozi tlačene, ne? Mama, jo, to se nas ni, to je grdo, spolnost je tabu, se sploh ne govori o tem, je greh, a ne? Ne smeš biti oblečena tako, da te ne bojo fantje gledali, pa pride duhovnik, pa te spolno zloraba, ne? In je to vse nekako kontradiktorno v tekstu, neki notranji konflikti in ti tisto žensko je totalno potlačena. In to se je bolj zgodil s tem branjem knjig, pri doktorju v seksološki delavnici, pa s poslušanjem teh zakonskih parov v krizah, pa gledala sem te članice, kako so ene, to posebno takole, a ne, in je doktor je rekel, vi ste nepotešena, vi ste nepotešena, kako vam to vi, si rekla, kako sem sama videla, a ne, da tiste ženske, ki so bile seksualno nepotešene, a ne, so bile tudi čustveno nepotešene in sploh niso živele, a ne, kar neki, kar strani si mogujo, zdaj je življenja, nobenega žara, nobenega sonca, nobene privlačnosti, ne. Jaz nisem recimo tako vizualno lepa, a ne, ampak znam pa na neki točki moškega tako začarati, a ne, da me ne spusti, a ne. Ampak to sem mogla jaz vse prebuditi, jaz s takim garanjem, a ne, pogumno, a veste, soočenje sama s sabo, z mojo ranjeno ženskostjo, z ubito ženskostjo. Zato sem pa Luno razumela, ona je imela stik, v bistvu, stik s smrtjo kot bolezen, a ne, jaz sem pa imela na drugi ravni stike s smrtjo, a ne, in sem je razumela, zakaj je ona to izkoristila, hvala Bogu. Se to je tudi začetek, hvala za tole, ker to je tudi v bistvu začetek nekje knjige, ki se začne s to izkušnjo, ne, in potem, ko končno izvede, da je diagnoza ok, da bo preživela, da je vse v redu, ona odide, ne, odločena, da bo izživela vso, da ne bo več zabojena niti trenutka, ne. Da bo življenje rekla, da... Tako. Je to pol v bistvu, je ta smrt potem v tem kontekstu tudi povezana s tem, da je takrat se ona odločila. Je to bil glavni razlog, da se je odločila izživela. Je ta bližina smrti tako močna? Se pač na novo rodiš in takrat pač ne moš, kako je ona rekla, pač začne ta ženska toliko kričati, ker v Sloveniji toliko tega, ker so ženske nas pač kričati tega, ker da ima vse to, jih veliko zboli, pa ne. In se mi zdi, da ta knjiga pa prav kliče po tem, pa ne, zdaj pa že bi ta hrepenenja izživela, da ne bi ostala sama hrepenenja. Mija, ti si tudi upravljaš zelo zahtevno delo, v bistvu s ljudmi, ki nekako odhajajo, ne? Tako da si nekako dnevno v bistvu soočena z ljudmi, ki so svoje hrepenenja uresničevali ali pa jih niso. Ne? Kako je tvoje zaznavanje ljudi, po čem ljudje, za česar največ obžalujejo, takrat, ko prihaja njihov čas? Ja, največ obžalujejo to, da niso uresničili življenje to, kar so si želeli, po čemer so hrepeneli, pa niso, a zaradi kakšnih dvokat, ali pa vso se treba, ali pa žlahta naredila. V bistvu blokirali so samega sebe in pol na konc pa jim postane samo še posla, bolniška, pa
kakšen človek, ki jim pomaga. No, ampak jaz dobro znam to nekako neutralizirati med svojci pa umirajočem, da se nekako pomiri pobota, ne? On sam sabo in z zavedanjem, da odhaja, ne? In svojci s tem, da naj pač, da je brez veze zale, da se na koncu neki učitki ven mečejo, ampak naj končno zaživijo to, kar so. Ker vsak, jaz ukažem, recimo pri umirajočih, to, da kako, vih prej sem moški rekla, a sploh mi kdaj tako razdele, da smo tako aktivni, smo sposoben prepoznati pravo ljubezen, recimo jaz do moškega, ali pa do katerega tako, pa sem malo tako razmišljala, zdaj sem imela veliko umirajočih in smrti, res, pa še zdaj sem eno gospod dobila za nego, ki je 58 let stara. V bistvu, jaz sem zelo blistenih let in to me toliko prizemlji, da se zmeri reče, kva se sekila zaradi tega, pa zaradi druga, pa ne, živi, uživaj. To je darilo, da ga imaš, vsaka priložnost, tudi tale večer, to je takšno darilo, da se mi sploh ne moramo misliti. A veste, ker dihamo, ker slišimo eno tako lepo zgodbo, srečali ste čudovito osebo, žensko Urško, mojo prijateljico, ki jo imam že toliko let rada, mislim, premanj se zavedamo, da to ni samoumevno, da to nam je vse podarjeno, da slej poprej bomo vse skupaj zgubili. Tudi ženskost lahko umre, če jo ne negujemo. To sem hotela povedati, da sem začela opažati, da ljudje, umirajoči, ki se bližajo svojemu bistvu, to pomeni, svoji duši, postanejo ljubeči. Neizmerno ljubeči, vse, kar objemajo, božajo, oni so tisti, ki to delajo, in ko pride njihov čas, so odmaknili. In pa vedno tisti prehod, ki držim za roko, ko odide, jaz sem tle, on odide in čutim, kako tista prelomnica, jaz ne smem še česati, In takrat se ustvari ena posebna energija. To je tako ljubeča, kada je tam, sploh se na dan nekaj popisati za besedama, to v bistvu samo čutaš. Verjetno takrat tudi zaznaš, kakšno danilo je življenje. Še to, da jaz sem še vedno tle, pa bom lahko izkoristila še, če bom jaz hodila, če se bom jaz odločila. Jaz verjamem, da večina ljudi živi v prepričanju, da je prav, da živi svoje sanje in vsi si mi to na neki ravni želimo, recimo mentalni, ampak redko kdo si pa potem dejansko upa, dejansko to tudi živeti. In recimo ena taka zadeva je tudi to, ko sem spremljala na Facebooku Eme Simončič, recimo Luna, ki v končni fazi ne preseže tistega praga v zgodbi, ki se igrala z Luno, ona ves čas v bistvu ima stike, raziskuje ta odlična sta, v bistvu sta tako res ljubeča in srčna in nič ni narobe in vse okej. Ampak kljub temu potem zagledaš komentarje, ker ljudje obsojajo, se je to določena ženska, se hodi na kavo, kaj pa sploh hoče, a se igra, a izziva, a je dolgočasena. Tako da v bistvu se mi zdi, da je zelo tako razdeljeno to pravno občinstvo. Eni eno Luno podpirajo in jim je navdihujoča, je primer poguma in drznosti in ravno tega uresničevanja vsega skritega, da ne bi potem bilo nekih obžalovanj. Po drugi strani pa je veliko obsodb. Ja, hočejo povračilo, hočejo, da trpi zato, ker pač se je odločila, da bo
ne vem, koliko pač je šla Luna z umetnikom raziskovati. Iskati samo sebe, svoj pravi jaz, kar v dolgoletnem odnosu z možem je mogoče se izgubila v njem. Verjetno se je, vse tudi zaradi tega, ko se poiskala, ponovno zaživela ob novem moškem, čisto nepričakovanem za njo ali za njeno okolje. Ampak je ugotovila, da je, ko sem jaz pač to razumela, ob možu toliko časa odigravala in mnogo take pridne ženske, mame, vse je imela, vse to je ogromno ženske, spoznavam kolegice, v bistvu vse smo take, ne da se imamo, ampak nekaj nam pa zmanjka. Ampak Luna, tako sem jaz začutila, da ona ni bila sprejeta kot cela, kot te njene temne plati, ona ni mogla svojemu možu predstaviti. Umetnik je pa to omogočil in je sprejel z vsemi sencami in to je rano in to je za celo. Niti ne ena strana izkušnja, ko jo pričakujejo nekatere bralke, pa obsojajo, ker ona o tem razmišlja, ampak ona je to iskala, ja, sprejetje sebe, cilje. Misliš, da je lažje sprejemati, včasih je mogoče lažje sprejemati nekoga, kot to je spredil tvoje življenje, ampak ko si, ne vem, z nekom že v odnosu. Se mi zdi, da mogoče na začetku sprejemamo, pa potem nekje v odnosu nam postane vse samoumevno. Ja, in takrat začnemo pol na en način umirati, ne? Ali se tako močno boriti, ali se zmatraš v tej borbi za svojo mejo, ne? Večina se jih zlije, verjetno pa s svojimi možmi, ali pa moški z močnimi ženskami, ne? Ampak tukaj je bil zelo močen mož, uspešen, ki je pač realiziral svoje projekte, ona je pa skozi čakala na svoj moment, na nekaj videl, čakala je na eni točki, rekla se vam pa dosti, sem pa jaz, ki pa je prostor zame. Še pač ta ključna bila ta močna izkušnja z boleznijo in pa takrat je pa rekla, da se bo pa tudi jaz pač si dovolila živeti samo sebe. V kateri točki se najbolj čutiš povezano z Luno? Kaj te v bistvu najbolj pritegne na njej? Kakšne paralele s tabo mogoče? Ja, veliko je teh paralel, ker tudi jaz imam pač sem mama, imam možaka na en način, prednost, ker prinese, konec več denarja prinese v njegovi projekti, kar pa moje novinarstvo, tako da pač ja, se tudi jaz tukaj najdem, ker pa skozi čakam na svojo priložnost, ker jo pa ni, ker tak tih občutek imam, da si zaslužam malo več, kar pa dobi. Dostkrat tudi on meni ne vidi, ker pač kar je okupiran svojimi skrbmi, ne, in se zelo nada tukaj z Luno. In pa pač, ja, je navdihujoča tudi za mene. Sploh to, ker dobro je, da se o tem, če pač nimaš se s kom pogovoriti o svojih skritih stvareh, jaz imam srečo, pa lahko recimo z Mijo delim te svoje pravne, ona je sto resničen človek, da mi treba nadskrivati. Ja, drugač pa pisala, ne, ona je pisala in je pač pisala in mi je res ta knjiga pomagala. In je to tako močno čutiti, da pa res navdihuje, pa ne zato, da si pač ženska v zakonu prvoš ljubimca, ampak za karkoli drugega, ne, da se sprošno, ne, da sama sebe usreč, ne, da čaka na moža, da jo bo srečen. Mi bi podarila, kakšno je tvoje, kje si se ti najbolj najla v knjigi in kje so tvoje paralele z Luno? Ja, lejte, tako jaz bi tako rekla čisto odkrit povedala, da že takrat je tiste knjige, ki so prišle ven 50 odtenkov sive, ne, pa pol film, jaz so šla z veseljem gledati vse te filme. In sem jaz te ženske, njihove reakcije poslušala, opazvala, kak, to je bilo bum, ampak nekako pozitivno.
delil si mnenje tako, kot krkljena krivina, ne. In sem se sprašvala, zakaj, ne. Ja, normalno, vsaka je tudi vse globoko vse kurva, ne. V bistvu hoče biti, ne. To je tista divjost, ne, ker ne moreš izživeti drugače, ali končaš v polju, ali grejo alkoholizem, ali grejo debelost, a ne, mislim, grejo pač različne stvari. Jaz sem pa luni podobna zaradi tega, ker sem se najdla, noter, ker sem imela tudi kar dosti podobno izkušnjo, ker je pa tudi en moški, ki je bil čist izven konteksta v mojih merilih. Jaz pač ne pijem, ker sem zdravljena alkoholičarka, ta je bil problem z alkoholizmom, pa debil, pa len, pa ampak mene je nekaj privlačenja, nekaj, pa mama enega, mislim, tudi partner, jaz nisem poročela, ne bohna, ne, ker sem pa spomnila, ja, ampak ja, to so vse obrazi ljubezni. Ja, ampak sem šla skozi podobno izkušnjo. Moraš izživeti. Kar se preveč napetosti ustvarja, in nekje se pa mora to zgoditi. Ja, pa zakaj ne bi, ne? Sej, tako sem ustvarjena. Se to, a ni to lepo, da sem tako ustvarjena? Zakaj ne bi z nekom izživela to, kar mi ne da? Kje tu piše, da ne sme? Kjera merila so zdaj to? To so, ne, to niso, jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da se te blokade postavimo čist sami. Tukaj se spet srečamo z otroštvom, kar so nam starši cepali na to konc. Kaj pa pleme, ki jih ima pa 10 pleme, plemenski poglavar. Če jih ima lahko, nekem drugim okoljem, to podobno strejetno, imaš narobe stane. Ne vem, jaz mislim, da te ženske, ki se zdaj delijo mnenje, da bi one to rade doživele, kakor je ljudna, ampak ne upajo. Ne upajo se tudi, ker mislim, da če smo iskrajne, da si... Ja, ker nas vam hoče biti čistunka, pa kao lepa, globoko se, pa ne bi reči, da ni tako, kakor jaz, ker sem ženska. Odnos je živ, in verjetno prihajajo intervali v odnosu takrat, kadar smo na višku, kadar se res super razumemo, smo ljubeči, se podpiramo, potem pa pač, ne vem, v tej vsakdanji rutini, obveznostih, vsem tem, mogoče malo pozabimo drug na drugega in se odtojimo, in potem pride ta potreba, da si želimo, ne vem, ali boljši odnos, ali nekaj, kar nam manjka, tisto nekaj, kar nam manjka, da bi popolnoma srečni v odnosu, Kako vidva recimo uresničuje tako potrebo, kadar začuta, da je pač treba zadevo, da treba reagirati preprosto, kako se tem soočate? Trenutno ali skozi dolga leta zakona? Ja, recimo oboje, trenutno in skozi vsa ta leta. Se je verjetno zakon, da je naporno za ulice v tega. To se učiš, ja. Mislim, da je problem tudi druge, da je skozi pač to, kar je mi manjka ali hotla od nekje zunaj dobiti, koliko sem videla, da je tudi zvezdana in napisana na zadnjo stran ugotovila, ampak pa, ko si pa že v naših letih ugotoviš, da pač si res lahko sam to podariš. Zdaj pa v zakonu, ko pride do teh stisk, jaz kaj naredim, meni pomaga, tako kot ni prišlo pisanje, midva si z mojim možem ful lažje stvari poveva, da si kar piševa najprej. Pol imamo to srečo, da so oba glasbenika, pa pol skozi glasbo imamo en tak ventil, hrib hoče on, da z njih hoda, pa jaz nočem, ampak se pol potruda, pa nam hoče to zbliža. Včasih pa nič od tega, pa pač treba počakati, da mine. Nijem
kaj ti? Ja, jaz tudi imam, pač, tudi če nisem poročena, sva še vedno v odnosu, a ne. Zdaj pa, kakor sem jaz v otroštvu sovražila moške, a ne, zasovražila, zdaj pač vsa ta leta to garam, da jih razumem, da jih sprejemam, tako da sem se naučila pri doktorju bil najmočnejši feler pri meni sigurno tek. In kadar sem jaz sama v stiski, jaz ne težim mu, pa ne pišem, pa to, ampak se rad maknem in grem na kakšen dolgi tek. In sama pa se najprej razčistim, a sem jaz kaj mogoče narobe, a ne tudi naredila, pa tudi če sem, se ljudje pač delamo napake vsi, a ne. Ampak jaz moram še zmeraj do konca bom mogla pač paziti, da me noben ne bo to hranil, a ne, da bi vse porušila to, kar sem gradila skozi vsa ta leta, da sem mogla. Ne. Ker pri meni konc koncev je čuden, da nisem zašla v drugo smer, ne. V med ženske, ne, ker je bilo to teh zlorab slabih vzorcev moških. Ja, tako da moram garam skozi tek, berem tudi rada, pisati nimam časa, no. Drugače pa največ rešuje ta moja poklicanost. Moj vsakodnevni stik z umirajočimi, s smrtjo, a ne, in to me vedno prizemlji, da je res brez veze, da ljudje se poglabljamo v neke konflikte, ker to sploh ni lahko konflikta, ne, ampak da je boljš, da sprejmeš njega in sebe, a ne si, če znaš sprejemati, pa razumeti sebe, pač pa znaš partnerima. Kako pa sklepanjem kompromisov? Kako postavljamo mejo, do katere se ustvarjamo kompromise s partnerjem, ne da bi sebe še zgodili? Se mi zdi, da je zelo ta meja, ko gre za odnose, da je zelo tako taka, se zelo hitro zabriše, no? In da hitro prestopimo prag, ker izgubimo vse v tem silnem sklepanju kompromisov, večkrat gremo čez svojo dušo ali čez svojo prepenenja. Kako je to pametno, v bistvu, kje je ta meja, kako to prepoznamo? Ja, a šti to prepoznamo? Ja, v naši hiši tako se ne sklepa kompromisov, pričujemo se v bistvu, zgodbami, res toliko časa pa z enimi izkušnjami, da pač tako na en način popusti. Zdaj smo imeli s temi krožki dejavnostmi popoldanskimi, kar moj mož je proti temu, da bi otroci hodili na razne krožke, pa si pa želi, da smo mi več skupaj pa hodimo hribe, pa se kartamo. Jaz pa pač mi je tako kar slabo vest, pa občutke krivde, da moji otroci ne hodijo na noben inštrument, na noben šport, tako da ja, sem morala biti zelo močna, da sem to sforsirala, čeprav mogoče pa on vse prav, bilo veliko že tega, res to preveč, se sam vozimo cele dneve otroke naokrog in so vsi živčni. Nobene neke močne želje po njih, čeprav moja dva ima tako zaradi tega, ker sem bila tako kontra temu in da se učita, se zdaj oba zelo rada učita in ker je čist kontra tako zdravo razumno in zdaj imata vsak te svoje dejavnosti, da sem normalna družina. Ampak sem ga mogla pripričati, no to sem pohvatila reči. Torej ni kompromisov, ampak ni moč pripričevanja, oziroma moč zgodbe. Tako je. Super. Mija, kakšna je tvoja izkušnja s sklepanjem kompromisov? Ja, jaz se pa začnem tako hljati, zelo slabo počutiti, no, kadar imamo kaj taka. Najbolj se kar umaknem,
takrat, ne, zaradi tega, ko me začne dušiti ali pa če me kaj napusti teč ali pa to pa, ne, ker zdaj že pa spet na ultramaratona, ne znam, ker pa nimaš časa, ne. Zdaj, jaz takšna pač sem, a ne, tako tudi vem, da moram do konca življenja živeti, kakor me pač naučil doktor Jukala, ne. In se bajo postavim na ta način, da odidem. Grem, ker da pustim zdaj, ne. Jaz sem pa kar tam, pa stojim, ali kako je, ne. Kar ne. Jaz bi, ker ne moram verjeti, da je še to kura, se mi zdi, da smo vse komi ogrele. Ja, zdaj smo se spustili. Ja, zdaj smo se gremo za še eno uro. Jaz bi zelo rada prebrala en del iz knjige, ki bi ga mogoče še pokomentirala za zaključek. In sicer, misel je bila usklajena z njenim trenutnim počutjem in početjem. Nekako potrebovala umetnikovo bližino, njegovo energijo, ker se v njem počutila ni našla besede, vznemirjeno, živo, noro, stopila iz znanega vzorca in je tvegala, to je bilo všeč, pa da je imela svojo skrivnost, svoje življenje, zaradi katerega se, če drugemu ne, sebi zdela privlačnejša in zanimivejša. Bila je sama svoja enakinja in bila si je všeč, zaupala je življenju, čutila je, da je umetnik njena nagrada za vse preživeto, da si ga je priklicala v življenje. Enako kot ona njega, si je tudi on njo, čeprav on o tem ni razmišljal tako. Moški razmišljajo drugače. Vseeno je včasih mislila, da ga krade. Tistemu sporočilu je sledilo nadaljevanje. Ko kradeš, izbiraj samo stvari, ki neposredno nagovarjajo tvojo dušo. Če boš ravnal tako, bo tvoje delo statvino vred pristno, lepo opravičilo zanjo, da lahko krade naprej. Tisto noč je laže zaspala. Mož je bil poln pričakovanja, a po zadnjih nekaj mesecev v svojem svetu. Veliko je zahteval od nje. Ona je bila njegov vir, toda zadnji časi se je ni zdelo več samoumevno, da črpa iz nje. Vsak svoj svet sta imela. Mogoče je bilo to celo dobro za njuno rast. Njen svet, v katerem je vidno uživala, ker je opazil, se je nehala več času vmešavati v njegovega, ga je spet vse bolj privlačil. Ker je bila zanimiva sama sebi, je bila vse bolj spet zanimiva tudi zanj. Vzel si jo je in ona se je predala energiji, ki jo je vanj vdihnil nekdo drug. Oba sta kradla ko sem toliko noter padla. Res, tle se mi zdi ena taka čudovita varianta, kako v bistvu ustvarimo placebo efekt v odnosu z neko tretjo osebo. Tukaj tudi ni načela v končne faze, ne? Bi lahko pokomentirali tole, se vam zdi to malo preveč, ali podpirate navdih, ki pride od zunaj, zato da se pač odnos z možem ali s partnerjem na nek način popestri ali pa oživi. Ona je zelo iskrena, ne, vse na en način vsi krademo nekje, ali nas kradejo. Ampak meni je všeč ta začetek, ko je ona sama sebe ustvarila, svoje odnakinje, ni več iskala zdaj potrditve, kot na ljubosumna na moža, ker pač on imel neke zanimivejše projekte, pa bil obdan zanimivejšimi ljudmi. Sama sebe je na ustvarila in pač jaz pomočil tudi umetnika in postala zanimiva za moža. Jaz mislim, da to nezavedno se vsem dogaja, ne? Vse, kar vidiš, ko pride mož dobre volje iz službe ali na partner, nekje je to veselje, ne? Meni je zelo zanimivo to, ta del, ki govori o tem, da v bistvu, ko se je spustila v to raziskovanje in ta nek odnos z umetnikom, ki ga je imela, je v bistvu zadovoljila nek del sebe, ne? In ko ženska je zadovoljna sama sabo, ko si daje noter vsebine, ki jo osrečujejo, ali ko nekaj novega doživlja, takrat je res najbolj privlačna, ne? In zanimiva. A je to tako? Ti opažaš to? A to misliš tako? Kot novinarka, kot žena? Ja, in to ta knjiga da, ker tako so oči pri brakah, da se nalezajo tega in da začnejo verjeti vase in ko so
same sebi privlačne, ki same svojo vlogo ustvarijo, ne da pač si ti je nadzivna in okoliščine, pa res si lahko kar hočeš, a ne vstopiš, lahko si luna in si zanimiva sama sebi, pa si res zanimiva za vsega. In to je ta magija te knjige. Ne se zdi, da to je to mogoče. Izvabi, dejansko izvabi pri ženskah to, kar potrebujemo in to je pogum, da si upamo, da si dovolimo biti srečna, ker taki smo v bistvu tudi najbolj lepe za sebe in za drugi prekašamo. Bi imeli mogoče še kakšno popotnico za naše obiskovalce? Jaz bi se samo še klera malo tega odloka. Meni je bilo tole na koncu všeč pri Luni, ker sem imela občutek, da je prepustila. Da je prepustila tudi tista, da je izpustila svoje pričakovanja. Ker jaz imam največkrat občutek, da so spet, da tudi mi preveč pričakujemo, pa bo partner mora tako reagirati, pa zakaj to ni rekel, pa zakaj ni, a ne, da s tem mi ubijemo, a ne, tisto ženskost, tisto privlačnost Lune, pa glih s to prepustitvijo, ki je sama v sebe, ne, to razčistila, je pa rešila v bistvu sebe, moža, umetnika, vse je. V bistvu s tem, da se tako, da šlo je na pozitivno, jaz lahko to doživela, no, tako da je. Ja, jaz sem zagotovo med tistimi brankami, ki jih je knjiga zelo navdihnjena in sem zelo vesela, da je šla pri naši založbi, tako da čim več v stiku z mano, nekaj to je pol že tudi ne imamo rodil, tako da se koliko barva. Ja, jaz sem vedno sklajena barva s knjigo. Tako da res hvala lepa Emi in vam, da boste navezali, da se jih boš zahvalila in jaz pričakujem nadaljevanje, ker zgodba v knjigi se pravzaprav nedokončana, da se pušča tako v nekem pričakovanju nadaljevanja. Ono še repreja, zato mi pače, da enkrat, ko se razgalaš, pa pol že pišeš za ljudi, ampak ona pa pač piše, ker mora pisati neobremenjena, da bo to hvala. Take knjige so res najboljše. Ja, hvala in zato, ker nam daje odlično podlago za pogovore, za raziskovanje, za poglabljanje, za raziskovanje lastne ženske duše. Hvala obema za pogovor. Hvala Brežica. Hvala tudi vam. Zdaj pa zaključujemo uradni del dogodka.